Zelena luč. Pozdrav! Jaz sem Jan Grilc, vsak dan se vozim z javnim prevozom med dvema dobro povezanima prometnima vozliščema. Zavedam se, da sem eden redkih v Sloveniji, ki ima to možnost. Zato danes v Zeleni luči razmišljamo, kako strateško naravnati razvoj slovenskih naselij, da se bodo možnosti uporabe javnega prometa za večino izboljšale. Imamo zeleno, gremo! V Sloveniji se je nekako prijela trditev, da imamo toliko težav z urejanjem učinkovitega javnega prometa tudi zaradi razpršene poselitve. Deloma to trditev izrabljajo politiki kot izgovor za neukrepanje, deloma pa trditev drži. Zato je zanimiv projekt, ki so ga pred kratkim dokončali na Geografskem inštitutu Antona Melika, naročila pa sta ga Javna agencija za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost ter Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Preučevali so možnost za razvoj in gradnje v tistih naseljih, ki že zdaj imajo zadovoljivo urejen javni promet povezan z glavnimi prometnimi koridorji. Na tak način bi se v prihodnosti več ljudi lahko selilo v kraje, kjer bodo imeli možnost uporabljati konkurenčen javni promet za pot na delo, posledično pa bi bil ogljični odtis prometa v Sloveniji manjši. Taka vozlišča bi lahko poskrbela za vsaj delno rešitev dveh problemov: pomanjkanja stanovanj in neučinkovitega javnega prometa. Na kakšen način so si zamislili tak razvoj in katere prednosti prinaša, sem vprašal vodjo pred nekaj tedni končanega projekta Celostni razvoj ob prometnih koridorjih in vozliščih, dr. Janeza Nareda, raziskovalca na Geografskem inštitutu Antona Melika, ki deluje v okviru Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Doktor Nared, na kakšen način ste si v bistvu zamislili projekt? Kakšni so bili njegovi tisti osnovni cilji? Skratka, cilj projekt je bil na nek celosten način razmišljati, kako mi lahko razvijamo poselitev v Sloveniji, da bo ta lahko slonela na javnem potniškem prometu. Kot vemo, je slovenska posebnost to, da smo precej razpršeno poseljeni. Če primerjava z Evropo, ki ima stopnjo urbanizacije nad 70%, je pri nas ta manj kot 50%, in to povzroča kar nekaj težav tudi pri organizaciji javnega potniškega prometa, še posebej, če vzamemo v zakup še naš relief in število občin in naselij, ki jih imamo. Zaradi tega je bil cilj projekta, da poskušamo okrepiti celostno razvoj ob prometnih koridorjih in območjih, ki jih imenujemo vozlišča. Se pravi, to so območja, ki jih zaradi potreb po dodatnem urbanem razvoju, njihove trenutne opremljenosti, pa tudi obstoječega javnega potniškega prometa, ki tam že obstaja, lahko razvijamo kot prometna, storitvena, poselitvena območja z visoko kakovostjo bivanja. Na ta način želimo podpreti Slovenijo pri doseganju podnebnih ciljev in bolj trajnostnega razvoja na dolgi rok. Ob tem ste nekako za eno izmed izhodišč projekta vzeli koncept TOD, če rečeva tako, se pravi Transit Oriented Development. Lahko v bistvu na kratko povzamete bistvene poteze tega koncepta? Se pravi, če izhajamo iz problema, tako Evropa, Slovenija kot svet v zadnjih letih doživljajo suburbanizacijo ali tako imenovani urban sprawl, se pravi, ko se meščani selijo na obrobja mest, in to zdaj poteka na čedalje večje razdalje. To je seveda omogočilo tudi boljšo mobilnost, predvsem z osebnimi avtomobili. Pri nas konkretno je to zelo spodbudila še dodatno gradnja avtocest. In to so nekako trendi, ki sicer sledijo temu, da želimo živeti v zelenem okolju, v lastni hiši z lastnim vrtom, po drugi strani pa so z okoljskega vidika relativno neugodni. In koncept razvoja ob prometnih koridorjih ali tako imenovani Transit Oriented Development poskuša ta razvoj usmerjati ob koridorje z učinkovitim javnim potniškim prometom. Se pravi, gre za zgoščeno poselitev tam, kjer je učinkovit javni potniški promet in kjer mi lahko predvsem zgoščenemu ob železniških ali avtobusnih postajah zagotavljamo dobro preskrbo vsemi storitvami in omogočimo
na drugi strani hitro mobilnost med eno in drugo točko z javnim potniškim prometom. Znotraj tega območja pa zagotavljamo predvsem aktivne oblike oziroma možnosti za razvoj aktivnih oblik mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje. Zdaj, če pogledamo širše ta koncept, temelji na mešani rabi prostora, se pravi, da so v teh območjih poleg stanovanj tudi različne trgovske, stanovanjske, parkovne in druge rabe zemljišč, da na ta način že znotraj samega območja ob postaji zadovoljimo čim več svojih potreb. Gre pa za zgoščene poselitve in, kot sem že dejal, zagotavljanje čim večje kakovosti bivanja v teh delih. Se pravi, če na praktičnem primeru pogledamo, zdaj se recimo ljudje selijo iz Ljubljane ven v manjša mesta, ki so zraven avtocest in potem so za pot v službo odvisni predvsem od svojega avtomobila. V projektu pa ste razmišljali drugače, se pravi, kako bi kljub tej selitvi ljudje ne bili odvisni od svojega avtomobila, čeprav zastopim. Se pravi, povsem razumljivo je, da sploh zdaj, ko je veliko pomanjkanje stanovanj v mestih, zlasti Ljubljani, iščejo ljudje oziroma predvsem tudi mladi priložnosti izven Ljubljane, kjer so na voljo cenejša stanovanja, če lahko o tem sploh govorimo. In pri tem je potem vprašanje, ali gradijo hiše v območjih, kjer ni javnega potniškega prometa in so vnaprej obsojeni na uporabo in dodatne stroške zaradi uporabe osebnega avtomobila, in dolgoročno tvegajo mobilnostno revščino, namreč na Japonskem že zaznajo primere, ko so se tovrstna spalna naselja razvijala v odvisnosti od bližnjih središč. Prebivalci so se vozili na delo v ta središča, tam so nakupovali in posledično se ne storitve, ne trgovine, ne javni potniški promet niso razvili v teh stanovanjskih območjih. Ko so ti stanovalci ostareli, niso več mogli voziti osebnih avtomobilov, so bili dejansko priklenjeni na svoje domove. Brez ustreznih storitev, brez ustreznega dostopa do bližnjih mest. Ta koncept poskuša preprečiti na ta način, da po eni strani zagotavlja učinkovit javni potniški promet, kjer je to le mogoče, in zgošča poselitev ob teh območjih. In tudi zgošča poselitve ob postajah, hkrati z goščanjem in preskrbo drugih storitev. Se pravi, da so ta območja čim bolj samozadostna in na ta način lahko krepimo policentrični razvoj ter učinkovitejšo rabo prostora in virov, ki jih imamo na razpolago. Se pravi, zdaj govorimo o tem pojmu vozlišče. Kako ste jih v bistvu opredelili v projektu? Katere značilnosti morajo torej imeti vozlišča, da ste jih upoštevali kot nekako primerna za razvoj? Se pravi, če izhajamo iz naše definicije, vzeli smo kilometrski radij ob železniških ali avtobusnih postajah, odvisno, kjer je železniška postaja, smo načeloma izhajali iz železniške postaje. Gledali smo, da imajo dovolj veliko preskrbo z javnim potniškim prometom, ter načeloma smo iskali prednostno tista območja, ki imajo potrebo po zgoščanju poselitve tudi iz demografskih razlogov. Se pravi, da lahko tudi v prihodnosti računamo na to, da bo tam večje povpraševanje po stanovanjih. In do kakšnih rezultatov ste prišli? Se pravi, katera vozlišča ste izluščili skozi te analize in ta merila? Se pravi, na ta način smo oblikovali 51 vozlišč. To so, kot sem dejal, v večini primerov središče upravnih enot, je pa tudi nekaj dodatnih, kot je na primer Komenda, Cerklje na Gorenjskem in podobne, ki so občinska središča, vendar so pomembna z vidika zaposlitev. Trzin je tudi tak primer. Poudarek je na tem, da večinoma ob teh koridorjih mi imamo dovolj zazidljivih zemljišč, da lahko prvenstveno usmerjamo pozidavo tja. Je pa treba nekaj poudariti, da ne bomo razumeli zdaj napačno, da smo deterministični in se želimo usmeriti samo v ta območja. Tu govorimo predvsem o masovnih gradnjah. Zdaj, nek organski razvoj na podeželju seveda je povsem razumljiv in se bo dogajal glede na specifike slovenske poselitve tudi naprej. Tega nima smisla ovirati in je treba zgolj zagotoviti dobro navezanost v teh območjih na sama vozlišča oziroma na koridorje.
Pri tem zgoščenju imamo predvsem v mislih obsežnejšo stanovanjsko gradnjo, ki jo trenutno napoveduje vlada. Se pravi, tu bi naredili zelo veliko napako oziroma korak nazaj, če bi te masovne stanovanjske soseske oziroma kakršnekoli večstanovanjske soseske umeščali izven območij koridorjev. Tu pa moramo biti res pozorni, da ne delamo dolgoročno škode in s tem tudi odmik od doseganja podnebnih ciljev. Ko ste razmišljali o razvoju teh vozlišč, je večji problem v zemljiščih, se pravi v tem, kam sploh fokusirati ta razvoj in lastništvo teh zemljišč, ali je večji problem navezava na javni potniški promet? Težav je več. Ne? Se pravi, kar se tiče samih zemljišč, pa če govorimo o masovnih gradnjah oziroma o zdaj večjih kompleksih, ki naj bi gradili stanovanji, je težava po eni strani razdrobljenost parcel oziroma zemljišč in na drugi strani tudi namenska raba. Ne? Ni vedno stanovanjska in če želimo mi to spremeniti, traja na dolgi rok. Seveda imamo težave pa tudi pri javnem potniškem prometu. Ta je kljub določenim premikom v pozitivno smer še vedno podhranjen, če bi si mi želeli večje premike pri uporabi tega javnega potniškega prometa. Če samo pogledamo primer Ljubljane. V Ljubljano se dnevno vozi po podatkih statističnega urada približno 140.000 vozačev, ki se vozijo na delo. Poleg tega imamo še dijake in študente. Kot je pokazala zadnja prenova celostne prometne strategije za ljubljansko urbano regijo, je mest na vlakih in avtobusih 18.000. Tu vidimo ta razkorak in teh 18.000 zasedajo načeloma dijaki in študentje. Se pravi, mi imamo še vedno to vrzel 140.000 vozačev, ki žal javnega prometa pogosto ne morejo uporabiti. Ne? Tu se pozna poudarek Slovenije v preteklih desetletjih na avtocestnem križu, ki je generiral z okoljskega vidika negativne trende in je dejansko treba pozornost preusmeriti na javni potniški promet oziroma predvsem na veliko izboljšanje predvsem vlakov oziroma železnic. Ampak preverjali pa ste tudi dejanske prometne tokove v prostoru. Do kakšnih rezultatov ste v bistvu prišli na primeru Grosuplj? Zanimivo pri tem je, kot sem omenil, da je javni potniški promet konkurenčen ob koridorju. In da je zelo veliko odvisnost, to pa smo potem izhajali iz odgovorov zaposlenih in študentov ter dijakov, ki se vozijo v Ljubljano, koliko uporabljajo javni potniški promet glede na kraj njihovega dela oziroma študija. In pokazalo se je, da javni potniški promet veliko pogosteje uporabljajo tistih, ki delajo ali se šolajo ob koridorju, veliko manjši delež pa tisti, ki delajo naprimer v BTC-ju, za Bežigradom, na Viču ali v Šiški. Se pravi, če rečemo konkretno, tisti, ki delajo nekje v bližini Dolenjske ceste, bodo večkrat uporabljali recimo mestne avtobuse kot tisti, ki delajo recimo nekje za Bežigradom. Drži, ker če gremo preko centra v BTC, je ta javni potniški promet v primeru z avtomobilom popolnoma nekonkurenčen. In naša ideja je, da bi morali na primeru tovrstnih analiz mi optimizirati vožnje oziroma linije javnega potniškega prometa, kjer bi nekaj avtobusov recimo v Ljubljano šlo preko most oziroma preko BTC-ja, del recimo lahko na mesto proti centru zavije proti Višču oziroma naredimo dobre navezave na Šiško in Bežigrad z mestnim prometom. Na ta način mi lahko kar nekaj prebivalcem, tu govorimo o tam 8 do 10% je recimo takih, ki delajo v teh soseskah, kar je potem tam 400 do 500 vozačev dnevno, s ponudbo 2-3 avtobusov ob času, ko oni potujejo na delo, bi marsikomu omogočili učinkovit javni potniški promet, čeprav je izven trenutnega koridorja. Se pravi, z majhnim
premikom obstoječih avtobusov bi lahko že dosegli boljše rezultate. Ampak, kot ste rekli, za razvoj vozlišč in koridorjev bi bilo treba doseči širši razvojni konsens, ki ne bi bil odvisen od vsakokratnih menjav vlade in tudi lokalnih oblasti. Kako doseči tak konsens in kako poskrbeti, da bo tudi trajal? Zdaj, ključna težava, ki jo v Sloveniji imamo, pa ne samo v Sloveniji, je velika razdeljenost, kar se tiče politike in na drugi strani tudi kar se tiče delovanja resorjev. Tudi če gledamo večnivojsko, se pravi z vidika države ali občin, ker vmesnih regij nimamo, tudi tu vleče vsak na svojo stran. In ključno je, da si Slovenija zastavi dolgoročne cilje in dolgoročno vizijo, kaj želimo doseči. Ne glede na to, katera vlada je, katera politična opcija je na oblasti. Ne smemo spreminjati ciljev, ne smemo spreminjati smeri razvoja. In če tega konsenza ne uspemo doseči, če bo razvoj potekal še kar naprej po inerciji, tako kot do zdaj? Težko si predstavljam, da do tovrstnega konsenza na dolgi rok ne bi prišlo, namreč škoda, ki jo povzročamo z enostranskimi ukrepi, je lahko zelo, zelo velika. In bojim se, da se odločevalci tega vse premalo zavedajo. Namreč marsikdaj v preteklosti nismo pomislili na to, kaj določen ukrep lahko dolgoročno povzroči. Podobno izkušnjo smo imeli lansko leto s poplavami. Če ne sledimo navodilom oziroma opozorilom stroke, da v poplavnih območjih enostavno ne gradimo novih objektov, prihaja do tovrstnih težav. Če bi mi dosledno upoštevali strokovna merila in imeli dolgoročno vizijo, na kakšen način ta območja razvijamo, bi bilo teh težav veliko manj, posledično tudi teh stroškov bi bilo veliko manj. In tu vidim jaz priložnost za optimizacijo virov in za iskanje nekega skupnega konsenza, ki bo dolgoročno nujen. Dr. Nared, najlepša hvala. Prosim. Zelena luč. Dr. Janez Nared mi je v pogovoru povedal, da zdaj pripravljajo tudi monografijo, v kateri bodo zbrani vsi izsledki projekta. Ko bo izšla, vas seveda opozorimo v zeleni luči, pa naj bo to tokrat tudi prvo priporočilo za branje z področja mobilnosti, sledi pa še nekaj novic. Agencija za varnost prometa je ob Mednarodnem dnevu invalidov voznike pozvala, da ne parkirajo na mestih namenjenih za invalide, občine pa poziva k stalnemu nadzoru nad neopravičenim parkiranjem na mestih rezerviranih za invalide. Globa znaša 200 evrov. Statistike kažejo, da je trend izrečenih glob za nepravilno parkiranje na parkirnih mestih za invalide v zadnjih nekaj letih približno isti, kar kaže na potrebo po nadaljnjem ozaveščanju in doslednem nadzoru. Še vedno, leta 2024. Letalski promet je po katastrofalni krizi v času covida zdaj dosegel ravni izpred pandemije. Zveza evropskih letališč je sporočila, da je bilo število letalskih potnikov letos oktobra 5% više kot leto pred tem, v primerjavi z letom 2019 pa je zdaj za dobre 3% više. Ob tem pa so opozorili, da okrevanje ni bilo enakomerno. 45% evropskih letališč namreč še vedno ne dosega številk izpred pandemije. Še eno televizijsko priporočilo. Na portalu RTV 365 bo še 3 tedne dostopen dokumentarec z naslovom Vojna za čipe. Mikročipe najdemo v vseh elektronskih napravah, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, zato je industrija polprevodnikov izjemno strateška gospodarska panoga, ki močno vpliva tudi na industrijo mobilnosti. Kako se velike svetovne sile zdaj borijo za nemoten dostop do te dobrine, pa razkriva dokumentarec Vojna za čipe, ki ga, kot rečeno, najdete na RTV 365. O javnem prometu smo tokrat v zeleni luči precej govorili, zdaj pa je čas še za eno malo drugačno zgodbico z javnega prometa. Vse nas kdaj razjezi ali razveseli kakšen dogodek, vaše zgodbe čakam na jan.grilc@rtvslo.si, tokratno zgodbo pa je našla sodelavka Mojca Jevšek. Povedal jo bo kar protagonist,
Dobro jutro, Marko. V bistvu sem precej navezan na avtobus, tudi zato, ker prihajam iz severovzhodnega dela Slovenije in so železniške povezave pri nas precej slabe. Ampak moja zgodba se v bistvu ne odvija v Sloveniji, temveč v Luksemburgu. Imam namreč to nesrečo, da sem že nekajkrat v življenju zaspal na avtobusu in nažalost se mi je to zgodilo tudi v tujini. Za tiste, ki ne poznate Luksemburga, zaradi stanovanjske stiske si vmes primoran iskati stanovanje tudi na podeželju, kjer so njive in hiše, a žal primanjkuje gostiln in trgovin. Tudi jaz sem tako pristal Bogu za hrbtom in dnevno migriral v mesto Luksemburg. Nekega večera sem se tako vračal iz službe, se usedel na avtobus proti moji vasici in se zbudil na zadnji postaji avtobusne trase. Ta postaja je bila približno 20 km od mojega takratnega stanovanja. Ko sem izstopil iz avtobusa sredi ničesar, me je tako izgrabila panika. Telefon sem imel seveda prazen in naslednji avtobus bi speljal šele ob 5 zjutraj. Po krajšem premisleku sem se odločil, da bom poskušal priti domov peš ali pa vsaj do naslednje postaje in upal, da se bo kakšen avtobus odkje pojavil. Na koncu sem prehodil skoraj 10 km od 11. do 1. zjutraj v smeri proti domu in se nekje na sredi vdal v sodo, se ulegel na klopco in počakal prvi jutranji avtobus, ki je imel kakopak zamudo. Hvala, Marko, za to zgodbo. Tudi meni se je že zgodilo kaj podobnega in vem, kako boleč je tisti trenutek, ko se zaveš, da si zaspal in nimaš pojma, kje si. Au. Tako, še skozi eno zeleno luč smo se prek vozlišč in prometnih koridorjev zapeljali z javnim prometom. Prihodnjič bomo razmišljali v drugi smeri. Naš strokovni sodelavec Andrej Brglez pripravlja temo o spremembah v avtomobilski industriji in prilagajanju sodobnih gospodarstev. Do takrat vam Jan Grilc želim čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav!